kako kot mikrobiologinja in znanstvenica z področja medicine, ki se že leta poglobljeno ukvarja s proučevanjem uporabe kanabinoidov v medicinske namene, gledate na aktualni posvetovalni referendum o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene na eni strani ter o gojenju in posedovanju konoplje v osebne namene na drugi strani. Se vam zdi, da smo kot družba dovolj zreli za to vrstno odločanje, glede na to, da je celo na strokovni ravni vedenje o razsežnostih učinkovanja kanabinoidov v strogo medicinske namene pri določenih indikacijah precej šibko? Ja, po eni strani se mi zdi, sploh kar se tiče uporabe konoplje v medicini, da nekako smo bili prepričani, da je to vprašanje že rešeno. Ankete med bolniki jasno kažejo, da uporaba konoplje med bolniki je že tukaj. Imamo tudi dovolj znanstvenih raziskav, imamo ogromno izkušenj iz tujine, kliničnih, zdaj imamo tudi na voljo že dvojno slepe randomizirane študije, ki so v medicini potrebne za vpeljavo v medicino. Tudi imamo že iz 2016. leta sklep odbora za zdravstvo, da je potrebno urediti to področje v medicini. Tako da to, da rabimo zdaj še referendum na to temo, je bilo najprej takšno britkega, grenkega okusa, da torej, mi se torej še sprašujemo, ali je sploh potrebno. Po drugi strani se mi pa zdi, da če zdaj tudi družba zelo jasno pove, da je to nekaj, kar želijo, kar rabimo, da pa mogoče vseeno ta en korak naprej, da bo pobuda prišla od ljudstva, tako rekoč, da je to področje potrebno urediti. Malo me je zabolelo, da je to posvetovalni referendum, torej da tudi, če imamo jasen odgovor ja, da to ne nujno prinese spremembe za tiste, ki jih najbolj potrebujejo, torej paciente. Tako da malo je takšno, malo nam je porajalo se vprašanj v glavi, ko vidimo, da morda, mi smo nekako, celotni svet, predvsem ta zahodni, kot Amerika, Kanada, Nemčija, so šli bistvene korake naprej, uredili ne samo uporabo v medicini, tudi pač osebno uporabo, vsaj dekriminalizirali. Mi kot del zahodnega sveta pa se sprašujemo, ali to sploh bomo počeli. Tako da jaz upam, da referendum bo pokazal, da to področje ni ustrezno urejeno, da si želimo sprememb na tem področju. Vsekakor, torej, kar se tiče medicine, absolutno pravim, zdi se mi ne samo, da je to nujno urediti, ampak da dejansko ta konoplja v medicini že je tukaj. Imamo javnomnenjske raziskave oziroma zelo obsežno anketo narejeno med onkološkimi pacienti, ki je pokazala, da 80% onkoloških pacientov ta trenutek uporablja konopljo. Torej, ni sploh vprašanje, ali je v medicini, ker že je. Zdaj je samo vprašanje, ali bomo omogočili tem pacientom varno uporabo, ali jim bomo omogočili dostop do preverjenih in kvalitetnih proizvodov, ali bomo izobrazili zdravnike, da bojo znali svetovati, kaj je primerno, s kakšno terapijo kombinirati. Tako da tukaj upam, da ne bo vprašanje sploh ja ali ne, da bo jasno, da je to potrebno. Kar se tiče osebne uporabe, to ni tako področje, ki bi mene tako fasciniralo kot recimo to v medicini, ki se mi res zdi, da zamujamo ogromne potenciale za tiste populacije, predvsem pacientov, ki v medicini ne najdejo ustreznih terapij za svoje zdravstveno stanje. Se mi pa zdi, da je nedopustno, da trenutna situacija je takšna, da so in pacienti in uporabniki kriminalizirani. Mi imamo primere, kjer smo babice 80 let plus stare reševali iz pripora, ker so bile priprte za eno bilko industrijske konoplje na svojem vrtu. To se mi zdi absolutno nedopustno v sodobni družbi, kjer pač živimo. Tako da bi zelo rada videla, da se uporaba in posedovanje nekih količin za osebno rabo dekriminalizira, da se izobrazi mlade. Tudi glede tega nismo mi
neka prva država, ki to ureja in da se ne bi vedelo, v kaj se podajamo. Ne. Mi imamo države, kot so Urugvaj, kjer je to že 30+ let dekriminalizirano, tako da lahko vidimo iz drugih držav, ki so to že desetletje nazaj naredile, ali tudi države, ki zdaj nedavno so to naredile, kot recimo Nemčija, da vse te strahovi, s katerim nas uradniki obstreljujejo, da vse to se v teh državah, kjer so ta korak že naredile, ni pokazalo. Ne. Ni porasta večje uporabe med mladimi, ni večje nevarnosti v prometu, vse to so stvari, ki jih že poznamo. Kvečjemu iz mojega stališča lahko marsikakšno nevarnost, ki ta črni trg prinaša, kamor se zdaj zatekajo tako osebni uporabniki kot pacienti, vse te recimo nečistoče, vse te stvari, ki se dodajajo v konoplji za to, da malo bolj zadane, vse to so stvari, ki jih lahko preprečimo, če je enkrat ta trg, ta dostop reguliran in preverjena kakovost teh izdelkov. Kako natančen pa je vpogled slovenskih zdravnikov v učinkovanje kanabinoidov? Leta 2021, denimo, je bilo pri nas za ta zdravila predpisanih 1225 receptov, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje krije tudi v primeru, če jih zdravnik predpiše izven uradno določenih indikacij, če seveda presodi, da bodo bolniku koristili pri premagovanju denimo hude bolečine. Ja, poznavanje tega področja med našimi zdravniki je zelo slabo. Večinoma je tako, da pacienti so bolje osveščeni o učinkih, o potencialnih koristih, ki bi jih lahko imeli kot zdravniki. Nažalost, zdravniška zbornica pri nas nekako ne spodbuja tega, da bi se zdravnike izobraževalo. Mi smo dali že, kot inštitut IKANA, smo dali že več pobud na zdravniško zbornico za izobraževanje za zdravnike. Jaz recimo sodelujem pri izobraževanju za zdravnike v Avstriji že 8 let. Nedavno se vračam iz Berlina, kjer sem sodelovala na izobraževanju zdravnikov, slovenskih zdravnikov pa ne morem izobraževati. Ne. Letos se trudimo z Medical Rogaško organizirati izobraževanje za zdravnike in zdravstvene delavce, ki bo novembra letos, tako da upam, da bo to nek prvi korak k temu, da bojo zdravniki prišli do informacij, ki so relevantne, ker trenutno je situacija takšna, ne, medicinsko fakulteto lahko zdravniki končajo brez tega, da se bistvene informacije naučijo o našem endokanabinoidnem sistemu, o bioloških učinkih kanabinoidov, dobijo toliko informacij, da potencialno visoke doze THC-ja vodijo v psihoze in podobne stvari, ki jih včasih srečajo na urgencah, ne. Ampak o teh nekih širših učinkih, potencialih, recimo protivnetnem delovanju, antiepileptičnem delovanju, vse to, kar že stroka pozna, pa nimajo. Ne. Hkrati pa jaz tudi razumem, zdravniki je eden izmed poklicev, ki je najbolj obremenjen, ne, časovno, mentalno in vse tako. Težko pričakujemo od njih, da prijejo domov pa še takšne špehe znanstvenih študij na eno takšno precej specifično temo študirajo. Ne. Tako da bi mogla biti nekako, želim si, da bi zdravniška zbornica prepoznala, da je nujno, da zdravnikom damo to znanje na razpolago. Kaj pa kažejo raziskave na tem področju? Kdaj je lahko predpisovanje kanabinoidov za obolelega bolj priporočljivo od denimo protibolečinskih zdravil, antidepresivov, uspaval? In zakaj je tako pomembno, da si človek take podporne terapije ne predpisuje sam, predvsem pa ne kupuje nepreverjenih izdelkov, za katere vemo tudi nasploh, tudi na področju zdravil, da je njihovo učinkovanje ne le nepredvidljivo, ampak lahko tudi zelo škodljivo? Ja, mi imamo, se pravi, kar se tiče delovanja, imajo ti kanabinoidi zelo širok spekter delovanja. Recimo, če pogledamo CBD ima od protivnetnega delovanja, antioksidativnega delovanja, protiepileptičnega delovanja, antiemetičnega delovanja, neuroprotektivnega delovanja, zelo širok spekter učinkov ima, ki ima mesto v marsikateri veji medicine. To je enostavno zato, ker je naše telo opremljeno s tem endokanabinoidnim sistemom in receptorji za kanabinoide so praktično v vsakem tkivu in vsakem organu našega telesa. Mi nimamo, bi rekli znanstveniki, še niso našli tkiva
ali organa v našem telesu, kjer ne bi imel kanabinoidnih receptorjev. In ta naš endokanabinoidni sistem v našem telesu ima primarno vlogo, da nekako to naše ravnotežje, to našo homeostazo ohranja. To naše, torej, zelo dinamično je bi rekli, biologija naših celic, delovanje našega telesa, hkrati pa mora biti v precej strogih mejah. Mi na svojih zdravstvenih izvidih vedno vidimo, imamo spodnjo mejo in zgornjo mejo. In ta naš kanabinoidni sistem si tako predstavljamo kot nek krovni sistem, ki skrbi za to, da naše telo znotraj teh optimalnih mej deluje. In ni si težko predstavljati, da v tem sodobnem svetu, v kakšnem živimo, kjer ima naše telo za delovanje ogromno izzivov, od svetlobe do raznih onesnaževal, ki pridejo v naša telesa, do stresa, do nedovolj spanja, do tega, čemur smo pač vse izpostavljeni v družbi, da ta naš endokanabinoidni sistem velikokrat ima več izzivov, kot jih je sposoben dobro sprejeti in obdelati. In to zdaj že vidimo, temu se tudi reče klinično endokanabinoidna insuficienca, da ta naš ključen sistem, torej, ki skrbi za ravnotežje naše biokemije, ne deluje ustrezno. In ko se to zgodi, se lahko pokaže to v zelo različnih patologijah. Recimo, zelo lepo se je pokazala povezava med tem sistemom in recimo migreno, med tem sistemom in kronično bolečino, med tem sistemom in kroničnimi črevesnimi vnetnimi boleznimi. Z veliko nekih kroničnih predvsem obolenj imamo korelacijo med tem neustreznim delovanjem tega sistema in neko patologijo ali pa nekim simptomom, ki se pojavi. Zdaj, indikacije, ki so pri nas in v svetu sprejete za predpisovanje kanabinoidov, so predvsem slabost ob kemoterapiji, recimo spastičnost pri multipli sklerozi, pediatrična epilepsija, ki je neodzivna na antiepileptike. Recimo v tujini je največkrat predpisana konoplja za kronično nevropatsko bolečino. Tudi zdaj, ko sem bila v Berlinu, je bilo največ prispevkov zdravnikov in pač, bi rekli, rezultatov pri pacientih ravno pri bolečini, se pravi pri tej kronični bolečini, ki ima nek vnetno komponento, pa neko nevropatsko komponento. Tukaj so imeli izjemne rezultate. Tudi recimo, če gledamo, v Ameriki je dostop do medicinske konoplje dokaj dobro urejen, v Izraelu. Če pogledamo ta dva, je prav tako več kot 50% receptov izdanih za kronično bolečino. Tako da tukaj je eno takšno področje, ki je zelo, ki ima velik potencial. Predvsem izjemno pomembno vpliva na kvaliteto življenja teh pacientov, ki se ukvarjajo z bolečino. Pa so lahko molekule kanabinoidov, za katere ste že omenili, da jih tudi človekovo telo samo proizvaja, škodljive kakorkoli za že tako ali tako oslabljen imunski sistem. Če je tako, v kakšnih primerih je morda tako pri bolnikih, tako imenovanih multimorbidnih, ki imajo več težkih kroničnih bolezni ali podobno? Ja, zdaj moramo malo tukaj pri potencialnih nevarnostih in potencialnih dobrobitih malo ločiti posamezne kanabinoide. Konoplja kot rastlina vsebuje več kot 2000 biološko aktivnih učinkovin, medtem zdaj smo izolirali že prek 200 različnih kanabinoidov. Med njima sta najbolj preučena torej THC, to je ta, ki tudi povzroča to zadetost, tako rekoč, zakaj je zanimivi za osebno rabo na črnem trgu. CBD je zelo dobro proučen, zdaj tudi CBG. In kar se tiče teh potencialnih neželjenih učinkov, moramo najbolj izpostaviti THC. Ta prinaša, se pravi, eno je to, da zna v visokih koncentracijah povzročati neke občutke diskoordinacije, potencialno neke občutke tesnobe, panike, takšne stvari. Kar se tiče medicinskih učinkov, pa pri THC-ju moramo predvsem paziti na nevarnosti v kardiovaskularnem sistemu. THC je znan, da povzroča tak trifazični učinek na krvni tlak in na frekvenco bitja srca. Torej, najprej krvni tlak malo pade, nato poskoči in potem spet pade. In mi vemo, da recimo bolniki, ki imajo neko kardiovaskularno zgodovino, so že imeli
kardiovaskularno obolenje ali so recimo imajo rizične faktorje, kot so visok profil lipidov, visok krvni tlak. Pri teh pacientih se THC absolutno odsvetuje. Tudi pri pacientih, ki imajo kakšne psihiatrične obolenja, kot recimo, da so nagnjeni k paničnim napadom, tesnobam, anksioznosti, pri takšnih je THC odsvetovan. Ne. Potem so tudi nekatera druga obolenja, kjer se THC ne svetuje, recimo določena podvrsta raka na prsih, obstajajo dokazi po študiji, ki kažejo, da lahko visoka vsebnost THC-ja še celo poveča rast tumorskih celic. Ne. To so predvsem tisti, ki imajo zelo visok procent hormonsko odvisnih receptorjev. Tako da so zagotovo primeri, kjer moramo recimo določene kanabinoide izključiti, rečemo, da so kontraindicirani in se jih ne predlaga, ne predpisuje. Tudi recimo zdaj se v onkologiji velikokrat predpisuje imunoterapija kot en del zdravljenja. Vemo, da kanabinoidi so imunomodulatorni, zato ob imunoterapiji se kanabinoidna terapija absolutno odsvetuje, ker cilj imunoterapije je, da določeno vejo imunskega odziva zelo pojačamo. Kanabinoidi pa delujejo tako, da poskušajo vse uravnati v neke optimalne meje, ne? Tako da sta mehanizma tako, da bi se učinki zmanjšali, točno kaj ne? Tako, ne? In se to tudi pokazalo, recimo v Izraelu so to dosti dobro proučili in dejansko pokazali, da je znižan učinek imunoterapije ob sočasnem jemanju kanabinoidov. Tako da recimo v takšnih primerih se kanabinoidna terapija absolutno odsvetuje. V bistvu pravzaprav vse to, kar ste nanizali, le še dodatno poudarja, kako ključnega pomena je, da to vrstno podporno terapijo, če jo bolnik prejema, predpiše nekdo, ki do podrobnosti pozna učinkovanje kanabinoidov. Točno tako. To se mi zdi eno izmed ključnih stvari, ker če si tako predstavljamo, tudi če imamo opravka z relativno zelo varnimi učinkovinami in so njihovi učinki precej dobro proučeni in vemo, da imajo potencial za določeno zdravstveno stanje. V takšni situaciji, kot jo imamo v Sloveniji zdaj, ne, da se ne posvetujejo zdravnikom, da kupijo nekaj, kar ni preverjeno, ker niti ne vejo vsebnosti tega, kar kupijo bolniki in potem prinesejo to domov in upajo, da bo zdaj to nekako čudežno spremenilo potek njihove bolezni. Ne. To je absurdna situacija in zelo v nehvaležno pozicijo so v bistvu pacienti postavljeni, ne. Ker zelo težko najdejo zdravnika, s katerim lahko to komunikacijo izvedejo. Je pa točno tako, kot pravite, izjemnega pomena je to, da bi te informacije pacienti dobili od zdravnika, da bi se z njim posvetovali tako o točni diagnozi, tako o celotnem spektru zdravljenja, recimo, ki je že uvedeno, in bi se potem na smiselni način dodali kanabinoidi v ta režim zdravljenja. Ne. Povsod po svetu kanabinoidna terapija ni nekaj, da bi z njo nadomeščali neko obstoječe zdravljenje. To je vedno add-on, torej dodatna terapija k že uvedenem zdravljenju. Ne. In na takšen način bi tudi mi mogli začeti uvajati, saj nekaj zdravnikov imamo, ne, ki to že počnejo, se pa vidi, da je ta neka želja oziroma radovednost ali pa pacienti imajo željo po teh učinkovinah in nimamo dovolj usposobljenih zdravnikov, kjer bi to informacijo lahko dobili. Predvidevam pa, da je to vrstnega pod navednicami samozdravljenja pri nas kar veliko. Sploh, če to povežemo z dolgimi čakalnimi dobami v zdravstvu, v katerih so mnogi bolniki ujeti, trpijo za bolečinami, pestijo jih težave zaradi hudih obolenj in si poskušajo pomagati tudi na ta način. Ja, je tega samozdravljenja, se pravi, te ankete recimo med onkološkimi bolniki so pokazale, da čisto vsi se samozdravijo, ne. Nekateri med njimi si sicer res poiščejo informacije, tudi v znanstvenih študijah, se posvetujejo s kakšnimi tujimi strokovnjaki, ampak ko smo, recimo, bilo je anketno vprašanje tudi, koliko izmed vas, ki uporablja onkoloških bolnikov kanabinoide, koliko je to povedalo svojemu onkologu. Odgovor je bil nič. Ne. In je bil kar velik, ni bilo samo par, ne, kar velik
veliko število pacientov je izpolnilo to anketo. Tako da ja, ampak dejstvo je, da so, kako bi rekli, bolniki so praktično primorani v takšno situacijo, zato ker niti ne dobijo informacije, niti v Sloveniji zdravniki ne predpisujejo in v lekarnah ni dostopno noben proizvod iz celotne rastline. Ne. Mi vemo iz študij in iz klinične prakse iz tujine, da v bistvu najboljše učinke se mi lahko obetamo od izvlečkov iz cele rastline. Ali so to cvetovi sami, ali so to neke smole, tinkture, svečke, mazila. Mi v Sloveniji pa trenutno imamo v lekarnah na razpolago samo dronabinol, ki je sintetični THC, in izoliran enomolekularni CBD ali Cebexan. To je edino, kar je v lekarnah dejansko dostopno, pa to so tudi te številke receptov, ki ste jih omenili, da so bile predpisane. Vse ostalo pa je za naše paciente po uradni poti popolnoma nedostopno. Ne. In to je tudi to, kar v bistvu, recimo v Nemčiji se je zdaj lepo pokazalo, da večina pacientov, tudi če jim je bil predpisan recimo dronabinol za bolečino, prej ali slej preidejo na nek ekstrakt iz cele rastline, zato ker enostavno boljše protibolečinsko deluje. Ne. In to že vemo, ne. In to je to, kar pacienti tudi pri nas želijo in iščejo. Pravzaprav lahko zaokroživa in rečeva, da je to področje izjemno kompleksno, prepredeno z nasprotujočimi, pogosto pomanjkljivimi in žal tudi zavajajočimi informacijami, ki pri premalo ozaveščenem posamezniku lahko povzroči več škode kot koristi. Kaj storiti, da temu ne bi bilo več tako? Ja, malo bi se še navezala na to, kar ste omenili. Jaz se večkrat tako poskušam dati v vlogo pacienta, recimo, ne vem, pacient z multiplo sklerozo, ki je že v zdravljenju, pa je to dokaj neuspešno in se poda na splet in išče informacije o učinkih, o vseh možnih, recimo, teh dopolnilnih zdravljenjih, seveda prej ali slej naleti na konopljo. In te informacije, kot ste povedali, so in nasprotujoče si, in zavajajoče. Zelo težko je iz tega celotnega spleta izvleči informacije, ki bi ločile zrno od plevela. Ne. Jaz mislim, da najpomembnejši korak, ki ga Slovenija lahko naredi na tem področju, je to, kot prvo, da uredi to področje, da bo dejansko za paciente izdelki iz konoplje dostopni na recept in seveda, da se izobrazi zdravnike, da znajo to predpisati, da znajo presoditi, s katerimi zdravili in terapijami je to kompatibilno, s katerimi ne. In tudi kot družba moramo preseči te, jaz včasih rečem, da smo tako prinesli sabo te sledi prohibicije, ne, da je to neka rastlina, ki je ali tako družbeno prepričanje imamo polarnosti, ne, da ali to neka rastlina, ki te vodi v nek čuden svet kriminala in da si potem družbeno popolnoma nekoristen. Po drugi strani pa vidimo ogromno tega, da pacienti pridejo z neko to idejo, da je to zdravilo za vse tegobe sveta. Ne. Da je to neka panaceja in da je samo moraš dovolj zaužiti, da dobiš svoje ustrezne medicinske učinke. Res pa ni niti eno, niti drugo. Ne. Res je, da so te molekule izjemno potentne, da imajo svoje mesto, ampak da moramo zelo, zelo dobro vedeti, kdaj, na kakšen način in v kakšnih odmerkih jih predpišemo. In v tem smislu je treba zagotoviti v celovitem smislu tudi ustrezno regulativo, na podlagi katere bo nekdo, ki bo zaradi bolezni, denimo, potreboval tovrstne izdelke, vedel, da so ti dovolj kakovostni in varni. Točno to. To je trenutno zdaj eden izmed večjih preprek, ne? Saj to je pač pravila črnega trga, ne? Tam noben ne kontrolira ne kakovosti, ne vsebnosti. Imamo pa tudi v Sloveniji že laboratorije, kjer recimo si pacienti to, kar si kupijo, sami plačajo testiranje, da vejo, s čim imajo opravka, ampak to je absolutno, ne. Mi moramo imeti izdelke, za katere točno vemo, kaj vsebujejo in predvsem tudi, kaj ne vsebujejo, ne. Mi smo v teh kar nekaj letih, odkar delujem na tem področju, ogromno teh enih izdelkov iz črnega trga testirali in smo našli notri čuda stvari, od pesticidov do topil, do težkih kovin, do aflatoksinov, čuda enih stvari, ki so
še za zdravega človeka izjemno škodljive, kaj šele za nekega ranljivega pacienta. Tako da ta kakovost izdelkov je izjemnega pomena za to, da te učinkovine, ti izdelki najdejo svoje mesto v medicini.